Jaz ne verjamem, da sploh prihodnost obstaja. Ne. Za mene je izkus sedanjost. Ne. Prihodnost je imaginacija, ne. Kaj si predstavljamo, da se bo zgodilo. Ne. Zgodi se pa vedno v sedanjosti. Ne. Je pa zanimivo, kako v bistvu si te imaginacije nekako dosti črpamo iz preteklosti, iz znanstveno-fantastičnih filmov. Ne. Tako da ja, v bistvu živimo v prihodnosti, ki je pa seveda sedanjost. Na dostih slikah se pojavljajo kupole za tem biogenetskim, biomorfnim vzorcem, ne, ki je v bistvu že nekako spet asociira na neko arhitekturo prihodnosti, tehnološko, nekako biološko kupolo, ki nekako zadržuje življenju primerne razmere, ne. Pač v zraku ni nebo, ampak je že ta struktura, ne, ki v bistvu zadržuje ali preprečuje vdor strupenih plinov ali pač vakuuma navsezadnje. Tako da ja, v bistvu je pa, kar je pa zanimivo pri mojih slikah, je pa ravno to, da na prvi pogled pritegnejo za svojo formo in barvo. Delujejo nekako prijazno, ne, pa ko se pa nekako soočimo z vsebino in z dramo na sliki, pa vidimo, da v bistvu je daleč od tega, da bi bila nekako prijazna, ne. Ne, seveda se niti najmanj nisem predstavljal, da se bo to zgodilo, ampak slika zdaj pač nagovarja na ta način, ne. Ne moremo mimo tega, ne. Ker je dejstvo, da pač jaz se slike ne lotevam s konkretnim konceptom, ne, ampak nekako puščam intuiciji prosto pot, ne, in se dosti kdaj zgodi, da se kot neka vrsta prerokba pač neka slika uresniči, ne. Zdaj, za slikarstvo Uroša Weinbergerja so nekako značilni medijski prenosi. Umetnik se poslužuje revnih podob, ki jih najde na spletu, v revijah. To so nekako novodobne prakse, ki so značilne za današnji čas. Pri slikanju si pomaga s prenosom, to se pravi s projekcijo, kjer potem te podobe odslikuje na platno. In jaz bi slikarstvo Uroša Weinbergerja nekako opisal na način, da umetnik se izpostavlja podobam današnjega časa, platno pa postane na nek način kot pivnik podob. To se pravi, to, s čemer smo danes bombardirani preko spleta, telefonov, televizije in tako naprej, se odslikava na umetnikovem platnu. Veliko ljudi opiše njegovo delo kot distopično, ne, kot neke katastrofe v prihodnosti. Izkaže pa se, da se veliko tega pravzaprav res dogaja že danes, ne. To se pravi, je to nekako realnost, ki jo živimo. V Generali galeriji smo z veseljem odprli vrata že tretji razstavi letos. Odlični slovenski slikar Uroš Weinberger z novimi platni opozarja na globalne izzive. To so lažne novice, kradenje svobode, nadzor in še veliko drugih negativnih trendov sodobnega sveta. Kako se jim bomo zoperstavili, je naša skupna odgovornost. Sedanjost in prihodnost od vseh nas zahtevata znanje, spoštovanje in vključevanje različnosti, ne nazadnje pogum. Spoštovanje medsebojne raznolikosti, enakopravnost in vključenost, torej preseganje razlik, so tudi naše vrednote, ki nas vodijo po poti v prihodnost. Tudi zato Generali podpira umetnost in slovenske umetnike, ki ta vprašanja angažirano in pogumno naslavljajo na gledalca in na družbo. Lepo vabljeni na novo, izjemno razstavo v Generali galerijo.